Četa za zveze mora skladno z dokumenti zagotoviti oziroma pripraviti vod zvez za motorizirano bataljonsko bojno skupino. V mesecu januarju smo z pripadniki izvajali individualne vojaške veščine, se pravi splošne vojaške veščine vojaka na bojišču. V februarju smo se zadeve lotili postopoma, se pravi z individualnimi specialističnimi veščinami, se pravi vojaki so spoznali individualne postopke, kot so radijske naprave, postopki dela na postaji za zveze in tako naprej. No, trenutno pa na terenskem usposabljanju, to je kot prvo terensko usposabljanje, kjer sodelujejo oddelki za zveze, so dejansko prvič v tej sestavi. Delujemo kot oddelki skupaj, postavljajo postaje za zveze, skladno z poslanstvom enote. Usposabljanje se bo pa naprej nadaljevalo, se pravi v smislu postopnosti. Začeli bomo vključevati taktične elemente, se pravi do samega preverjanja končnih operativnih zmogljivosti. Takrat bo pa dejansko že prej bo pa dejansko tudi vod realno zagotavljal zveze in podporo, komunikacijsko podporo poveljniku motorizirane bataljonske skupine, se pravi zvezo od poveljnika do podrejenih enot. Za mano vidite sistem končne radijske postaje, levo od mene imamo sistem TTKS-a, to postavlja oddelek malega dostopnega vozlišča. S sistemom TTKS vzpostavimo link na boč in tako pridobimo pogoje, da lahko povežemo sam TOC preko telefonije oziroma preko intraneta. Če pogledam malo dlje za mano, imamo postavljena dva satelita. En satelit je vojaški satelitski terminal SKFX 101. Uporabljamo ga za povezavo z internetom oziroma z intranetom preko kriptonaprave. Zraven je tudi civilni satelit, ki ga na ta način zagotavljamo tudi internetno povezavo na misijah, ko imajo pripadniki stik z domovino. Smo naredili prvo fazo na šolanju in zdaj nam sledi še 3 mesece, dobre 3 mesece specialističnega usposabljanja. In kot vidite, delamo pač trenutno poveljstvo, sklojujemo delo z drugimi postajami. Tukaj smo na poveljniškem mestu, imamo zvezo z retranslacijsko postajo in končno postajo in sklojujemo delo vez na tem terenu.